takole prometno poročilo. Mi pa res tako je na teren do naše Pije, da nam predstavi še kakšen zanimiv košček in del Ljubljane. Tako zdravo, upam, da se že vidimo in slišimo. Naj povem, da zdajle tukaj uživamo v soncu, ki se je ravnokar dobro prikazalo in že prav močno žge. Tudi o prometu pa lahko povem, da se prav občutno čuti, da je že julij in da je veliko ljudi odšlo na dopust. Zdaj, kar se tiče rečnega prometa, nahajam se namreč tukaj ob Ljubljanici, ravno v pritoku Gradaščice v Ljubljanico. Lahko mogoče spodbudim kakšne ekologe ali ljubitelje športov z žogo, da pridete sem in poskušate uloviti žogo modre barve, plastično, ki se zdaj že kakšnih 10 minut vsaj takole vrti v krogu med izlivom Gradaščice na koncu Plečnikove plaže. Zakaj pa sem danes tukaj? Ja, tako kot je povedal Luka, vam bom še danes predstavila ne ravno en del Ljubljane, ampak bi lahko rekli tak zamenljiv del Ljubljane. Z današnjimi sprostitvami ukrepom smo namreč prišli do tega, da na kulturnih prireditvah po novem niso več potrebne maske, treba je zadostiti le pogojem PCT, se pravi preboleli, cepljeni, testirani. Zanimivo pa je, da naprimer, če se boste odpravili torej na otvoritev razstave, to verjetno pomeni, da boste morali na otvoritvi razstave nositi, oziroma na otvoritvi razstave ne boste rabili nositi maske, medtem ko jo boste morali nositi v primeru, da se razstave udeležite, ko so muzeji ali galerije odprti pač čez dan ob drugih dneh, ko kulturnih prireditev ni. Tako malo zmešnjave verjamem, da še bo, ampak za vse pa so seveda na voljo še te razstave na prostem, ki ste jih zdaj že kar nekaj videli tukaj na Ljubljana TV. In tudi danes sem se odpravila na eno, če se ne motim, se točno na to lokacijo tukaj ob Ljubljanici nisem še podala. Gre namreč za lokacijo, ki se tukaj od Plečnikove plaže razteza vse tja do Zoisove ceste in pravzaprav redno menjava razstave. No, tokrat se bom podala po razstavi doma na Fakulteti za farmacijo, kajti Fakulteta za farmacijo praznuje 60. obletnico svojega delovanja. Ob tem pa lahko še povem, da se uvršča med 200 najboljših fakultet na svetu in se seveda odziva na izzive družbe. Treba je reči, da je Fakulteta za farmacijo seveda bila tudi eden od pomembnih akterjev v zadnjih 2 letih. Tako da ja, čestitamo Fakulteti za farmacijo ob 60. obletnici in ob tej priložnosti se bomo tukajle v Trnovem na začetku, v bistvu, ja, to je že Trnovo, to ni več Krakovo, sprehodili po tej razstavi doma na Fakulteti za farmacijo. Pa se kar odpravimo. Za začetek naj vam pokažem tolele stavbo, ki sicer še ni zgrajena, ampak naj bi bila. V letu 2012 so namreč na Fakulteti za farmacijo uspešno zaključili urbanistični in arhitekturni natečaj za novo gradnjo fakultete v univerzitetnem kampusu Brdo. Če ste zanj že slišali, tam je tudi kar nekaj stanovanj na voljo za mlade in za mlade družine. Niso pa prav bili radodarni z parkirnimi mesti, tako da če se selite tja, upam, da ste uporabniki zgolj koles. In pa kot smo slišali danes, tudi javnega prevoza, ki bo čez vikend kar za 75% cenejši, začenši z avgustom. No, kar vidimo, je torej natečajna arhitekturna rešitev, katere avtorji so Arhema in Atelje arhitekti. In tale del bo pravzaprav raziskovalcem, pedagogom in študentom zagotovila zelo dobre razmere za študij in za delo, pa tudi vrhunske sodobne tehnično napredne laboratorije. Kot vemo, zdaj Fakulteta za farmacijo deluje na različnih delih Ljubljane, v različnih stavbah
in tako podobno. No, kot vidite, ulice so danes tudi drugače precej prazne, res veliko ljudi je odšlo že na morje, pa tudi šolarjev seveda ni več opaziti ob cestah. Zgleda pa, da je mogoče celo malce prezgodaj za turiste, ker tudi tukaj po centru nisem videla nobenega. No, kot vidite, je tale razstava sestavljena predvsem iz takih raznolikih grafik. Tukaj opozarjajo, da je ustrezna analiza podatkov prinaša pomembno korist za bolnike in zdravstveni sistem. Seveda, znanost vendar temelji na takšnih ustrezni analizi podatkov. Sicer pa, če sem že govorila o epidemijah prej, no, skoraj težko je ne govoriti o epidemijah zdaj v tem času. Glavnem, tudi farmacevti se ukvarjajo z epidemijami, seveda, oni priskrbijo zdravila in jih tudi naredijo. Tisti vedi, ki pa se ukvarja s tem, pa rečemo farmakoepidemiologija, kar je pravzaprav proučevanje uporabe zdravil na ravni populacije s pomočjo množičnih podatkov. Se pravi, na podlagi recimo celotne populacije Slovenije, potem izračunajo, kaj dobrega, kaj slabšega, kaj bi lahko popravili. So pa se prav takšne raziskave priložnost za proučevanje dejanskih učinkov in varnosti terapij v klinični praksi. Mimogrede, ja, večina zdravil se, preden se testira na ljudeh, seveda testira na primatih, ali pa tudi predtem še na konjih ali hrčkih, ki so nam menda neverjetno podobni po sistemu. Tako da ja, konji ali hrčki ponavadi dobijo zdravila, preden jih dobimo mi, zato pa so seveda tudi najbolj nagnjeni k takšnim boleznim, kot jih imamo tudi mi in jih najlažje tudi prenašamo na njih. No, pri farmakoepidemiologiji se posebej posvečajo tudi vrednotenju učinkov zdravil v občutljivih skupinah prebivalstva. Med te sodijo na primer starejši, otroci, nosečnice, se pravi vsi ti ljudje, ki jih lahko zdaj na primer s cepivom za koronavirus še najbolj zavarujemo, če se cepimo sami in pa seveda zavarujemo tudi sebe. Ne pozabimo, bolniki, ki so trenutno na terapijah zaradi raka, na primer jemljajo taka zdravila, da se ne morejo iti cepiti, zaradi tega, ker cepivo in zdravila potem drugo na drugo vplivata tako, da se izničita med sabo. Tako da že zaradi njih, če ste zdravi in mladi, pejte se cepiti. No, tukaj na napredovanju razstave pa lahko vidimo na levi strani klinično farmacevtko docentko dr. Leo Knez in pa profesorja Mitjo Kosa, ki na Fakulteti za farmacijo razvijata storitve za varno in učinkovito uporabo zdravil, se pravi sodobne lekarniške storitve, ki so tudi zelo pomembne za to, da sploh lahko pridemo do pravega zdravila. Tako da ja, dva človeka, ki izboljšujeta kakovost bolnikovega življenja in prihajata s Fakultete za farmacijo. Ob njihovi 60. obletnici, torej kar dolga razstava. No, saj jaz se bom danes poskušala po njej sprehoditi, kolikor se bo le dalo. Moram priznati, da je tukaj v senci takoj prijetneje, kot če se odpravim na sonce. A ja, mimogrede obvestilo, če ste kje okoli Trnovega, prejšnjo nedeljo se je izgubil maček na Prulah, Trnovo, Stara Ljubljana. Vidite na fotografiji, kakšen zgleda. Star je 2 leti, kastriran, čipiran, zeleno-rumeno ovratnico ima. Če ga opazite, pokličite na eno od telefonskih številk, ki jih vidite tukaj. Pravijo, da je zelo prijazen, da se pusti božati in da ima rad otroke, tako da pozivajo, da preverite svoje kleti in garaže. Ja, vem, da tole mogoče ni ravno najbolj sodilo zraven k razstavi Fakultete za farmacijo, a vendar menim, da gre za novico, ki jo je vredno deliti tudi dalje. Kot lahko vidite za mano, me čaka še kar nekaj tabel, kjer se bo predstavila Fakulteta za farmacijo in nadaljevala bom s sprehodom po razstavi takoj po oglasih. Ostanite z nami.
Lepo pozdravljeni nazaj, prepoznate mogoče most za mano. Ja, včasih je stal tam pri kliničnem centru oziroma porodnišnici, zdaj pa so ga leta 2011 že v drugo prestavili, tokrat sem na Trnovo. Prvič je bil prestavljen leta 1931 in kot lahko vidite, po lučeh so že takrat očitno malce razmišljali o svetlobnem onesnaženju, čeprav gre ravno za most, ki v resnici izjemno dobro privlači komarje in mušice. Če ste kdaj že uspeli ujeti to priložnost, gre dobesedno za roj, zaveso mušic, skozi katero se morate prestaviti, če hočete priti na drugo stran. No, jaz pa sem, kot rečeno, danes v teh koncih, zato da vam pokažem razstavo ob 60. obletnici univerze, no, ne Univerze v Ljubljani, ampak Fakultete za farmacijo, in predlagam, da kar nadaljujemo tale ogled. Kot vidite, je vse sestavljeno iz takih nekih grafik, ilustracij. Seveda pa je razstava namenjena takole tudi malo opisom, kaj pravzaprav farmacija sploh dela. Med drugim opozarjajo, da je obnašanje zdravil v našem telesu po zaužitju v laboratoriju lahko seveda predvideno z uporabo različnih modelov, z uporabo različnih analiznih pristopov. S tem lahko seveda pospešimo razvoj novih zdravil. Eno takih modelov je na primer naš patentiran sistem za testiranje raztapljanja, ki posnema gibanje tablete ali kapsule v želodcu, kot ga lahko vidimo na sliki. Zdaj mislim, da bom mogla iti malce hitreje po tej razstavi, če vam hočem res pokazati kaj veliko stvari. Tole na fotografiji je docent dr. Jurij Trontelj pri jemanju vzorcev iz Ljubljanice. Kaj se z zdravilnimi učinkovinami dogaja v vodnem okolju in kakšen je njihov vpliv na ekosistem, tudi preverjajo farmacevti. Hkrati seveda aktivno razvijajo postopke za njihovo učinkovito čiščenje iz odpadnih voda, ko enkrat tam pristanejo. Sodelujejo pa tudi menda z gospodarstvom, trenutno pri večjem projektu zmanjševanja odpadkov, da bi prišli nekako do zero waste, do ničelne stopnje smeti, in sicer na temo uporabe proteinov iz odpadne sirotke, ki nastane pri proizvodnji sira. Sicer pa ja, kot veste, verjetno so tudi COVID, njegovo pojavnost proučevali tudi glede na to, koliko ga je bilo v vodi. Tukaj je malo predstavitev nanozdravil, in sicer pod elektronskim mikroskopom. Gre za v bistvu taka napredna zdravila, ki vsebuje take izredno majhne strukture, ampak z njimi v bistvu dosegajo trenutno najboljše učinke, omogočajo učinkovito zdravljenje, bolj so prijazna do bolnikov, ker so manjši menda ponavadi, manj imajo nezaželenih učinkov in pa predstavlja tudi napredek v zdravljenju trdovratnih bolezni, kot so rak, nevrodegenerativne in pa tudi infekcijske bolezni, kakršna je namreč na primer tudi koronavirusna bolezen. Tale je že utrpel tudi en tale križ, bomo rekli, očitno ne marajo preveč tega profesorja. Upam, da niso bili kakšni njegovi študenti. Tole je namreč izredni profesor dr. Rok Drev med uporabo integriranega sistema konfokalnega romanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo. Verjamem, da ponavadi ne gleda stran, ki se ukvarja s temi mikroskopi. Ampak vsekakor pa to kaže, da imajo na Fakulteti za farmacijo precej profesionalno opremo. Seveda, kdo pa naj bi jo imel, če ne drugače. Če se ne motim, je pravzaprav tudi ravno tukaj v neposredni bližini ena trgovina za kemijo. Tako, tukaj še malce različne oblike tablet. Eni lahko pridejo kot peleti v slamici, lahko so zrnca, lahko so mini tablete, lahko so filmi, ki razpadejo in po aplikaciji hitro sprostijo zdravilno učinkovino. Tukaj je na primer še primer filtrov. To niso tisti čigumiji, ki jih date na jezik ali kaj drugega, če prihajate iz 70-ih, gre torej za zdravila.
Ja, seveda razvoj novih zdravil, predvsem takih, ki so do bolnikov prijazni, je ena od osnov za v bistvu personaliziranje zdravljenja in za ustrezno sodelovanje bolnikov, tako da to je v bistvu še eno posebej pomembno področje pri zdravljenju sploh kroničnih bolezni, kjer morajo ljudje na redni bazi jemati ta zdravila, tako da je potrebno prilagajati velikost, okus, pa seveda tudi lastnosti zdravil, zato da se lahko z drugimi zdravili mogoče lažje zaužijajo in da je potem zdravljenje učinkovitejše. Tudi tole so prekrižali, ja, Madonna, preveč spreja je bilo očitno. Tole je izredna profesorica dr. Nina Kočevar Glavač pred zbirko najrazličnejših rastlinskih drog z zdravilnimi učinki, ne, tudi vidimo kapalko pa en navaden elektronski mikroskop. Ja, prav iz narave namreč prihaja ogromno teh enih sestavin, zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov, se ne nazadnje tudi, če rečemo, da je nekaj ni naravno ali pa da je, ne vem, preveč kemije v tem. Kemija je pravzaprav povsod okoli nas, ne, saj brez periodnega sistema ne bi mogli živeti, tako tudi seveda vzamejo samo tiste najboljše učinkovine iz narave in jih potem sestavijo v neko novo učinkovino. Pač stvar mutacije, ki jo je obravnaval že Charles Darwin v svoji znani knjigi o evoluciji ščinkavcev. Ja, tako da v bistvu, kar oni delajo na fakulteti za farmacijo, je, da recimo izolirajo in raziskujejo aktivnosti rastlinskih spojin in pa z izdelavo in potem kontrolo kakovosti izdelkov, ki jo vsebujejo, ker eni seveda napišejo, da imajo veliko naravnih učinkovin, potem na zadnje sploh ni tako. Mimogrede, ja, za tiste, ki že dolgo niste bili tukaj, na drugi strani ceste je zdaj po novem Craft Room in ne več tista trgovina, ki je bila odprta tudi ob nedeljah. Tako da ta Craft Room je pa očitno tudi sedaj celo zaprt, gre za pivoteko, seveda. No, pa gremo malce nazaj še k farmaciji. Tukaj imamo na primer tkivo kolenskega sklepa, ki je bogat vir matičnih celic za pripravo naprednih celičnih in tkivnih zdravil. Med temi 30.000 milijardami celic, ki jih imamo v telesu, so namreč tudi takšne, ki skrbijo za obnavljanje tkivnih poškodb in nadomeščanje odsluženih celic z novimi celicami. Z biotehnološkimi postopki pa lahko v bistvu pravzaprav še dodatno spodbudimo oziroma spremenimo njihove regeneracijske potenciale in funkcijske lastnosti. Rezultat so seveda celična in tkivna zdravila, ki so pa prilagojena za vsakega posameznika posebej. Iz nezdravega v zdravo koleno, torej. Verjamem, da si to misli marsikateri amaterski fuzbaler, ki, verjemite mi na besedo, jih je v toplicah po operaciji kolena ogromno. Tole je docentka dr. Nika Marija Lovšin, opravlja raziskavo na celičnih modelih bolezni. Na ta način se na primer odkriva genetske osnove bolezni. To so pa predvsem raziskave za izboljšanje diagnostike, za preprečevanje bolezni in pa za iskanje novih terapevtskih pristopov. Kako fino tale vetrček, malce bolj hladno piha kot v prejšnjih dneh. Upam, da ste se uspeli vseeno ohladiti. No, tole drevo pa še ni dovolj zrastlo, da bi lahko videli celotno to tablo v celoti. Nam pa kaže, kako je farmagenetika, v bistvu proučevanje vloge genov pri odzivu na zdravila, ne? Ker seveda to je toliko enih stvari, ki jih je treba upoštevati, da skoraj ne moremo, no zdajle v 20 minutah pa ziher ne vsega opisati. Tukaj vidimo profesorja dr. Iztoka Grabnarja, vstavlja vzorce v napravo za ultrazmogljivo tekočinsko kromatografijo, povezano s tandemsko mastno spektrometrijo, se pravi za ugotavljanje, kaj je pravzaprav sestava določene snovi. Tole je tale mašina. Pravijo namreč, da je prihodnost farmacije personalizirana terapija in znanje o tem, kako se lahko učinki razlikujejo pri posameznem bolniku, kako se lahko zdravljenje prepleta z drugimi zdravili, pač seveda pripomore k tem, da je lahko zdravljenje bolj učinkovito. Kot vidite, velikega navala na
lokale trenutno zaenkrat še ni. So pa, poglejte, tam čez cesto, mala pražarna je že odprta. Pa tale servis koles mislim, da je tudi na novo. Wow, že nekaj časa me ni bilo tukaj. Ok, kaj pa vidimo tukaj naprej na razstavi ob 60. obletnici Fakultete za farmacijo. Tole, kar vidite, je vezava majhne molekule oziroma zaviralca encima v aktivnem mestu tarče. Namreč z računalniško podprtim načrtovanjem učinkovin lahko farmacevti odkrivajo in razvijajo številne učinkovine, predvsem za zdravljenje rakavih obolenj in nevrodegenerativnih bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen, in sicer, da grejo zelo natančno napadati tisto, kar se more seveda spremeniti, oziroma v primeru raka gre seveda tukaj za nepravilno deljenje celic. Tukaj njena obraza, njenega ne morete več videti, lahko ga vidite zgolj v ogledalu. Tole je izredna profesorica dr. Anja Pišlar, ki določa signalne poti s pretočno citometrijo s sočasnim zajemanjem slike. Tudi s tem v bistvu raziskuje mehanizme nevrodegenerativnih procesov, ki so vpleteni v razvoj ene od dementnih bolezni, Parkinsonove bolezni. Pri tem je pomembno poznavanje vloge specifičnih encimov pri razvoju bolezni, ki pomaga tudi načrtovati nove strategije zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni. Zdaj, teh platen je do konca tamle do Zoisove ceste še nekaj, natančneje še 2. Ne vem, če bomo uspeli priti do konca. Naj vam tole še pokažem kot zadnjo sliko. Tukaj lahko vidimo afinitetno čiščenje protiteles s pomočjo inovativnih peptidnih vezalcev. Zdaj upam, da uspem ujeti še tegale prijatelja. Ravno kar je zbežal. Takole prepuščam vam seveda, da si pridete tole razstavo od blizu pogledati sami semle na čudovito osončen, a ravno prav senčen začetek plaže v Trnovom. Krakovski nasip se reče temu, jaz sem se spomnila, če ne drugače, zdaj, ko sem šla mimo tega legendarnega lokala Krakovc. Tako, za danes je to strani predstavljanja razstave. Danes sem se sprehodila po razstavi ob 60. obletnici Fakultete za farmacijo, ki vas vabim, da jo pridete ogledati tudi sami. Ob ponedeljkih tudi dela, za razliko od ostalih galerij in muzejev, ker je seveda na prostem. Tako da, če že kaj, lahko vzdržujete razdaljo, če bo naenkrat preveč ljudi. V teh urah je očitno precej prazno. Toliko za enkrat, po reklamah pa se spet vračamo nazaj v studio Figovec.